Aha, še darilček. Kako nepričakovano, da bom na koncu tega podcasta Ja, dobil darilce. Ja, kaj, ni res. Z mojim današnjim gostom začenjava dan z besedo najrajš. To je za naju dva šifra, kako si poveva, da se imava rada. To je nekdo, ki mi naredi dan, ki mi ga lahko tudi pokvari. To je nekdo, ki na 1000 odgovorov potrebuje še 1001. Nekdo, ki me nasmeje. Nekdo, ki... Tristan, dober dan. Dober dan, tati. A se ti zdi logično, da sediš tukaj? Se ti zdi logično, da sem te povabil na podcast? Ja. Aha, kar precej. Ja, okej. pač je. Zanimivo. Daj mi razloži, kaj se tebi zdi najpomembnejše zjutraj, ko si rečeva najrajš? Zakaj misliš, da je to najina fora oziroma da je to najina šifra? Zato veva samo midva, no, čeprav zdaj Okej, ne. od zdaj naprej? No, ja. Ja. Pa zato, da ne pozabiva na to. Da se imava rada? Ja. Ti si star skoraj 12 let. Skoraj, ja. Če bi te vprašal, kaj se tebi zdi danes, ta trenutek najpomembnejše v življenju, kaj misliš, čemu namenjaš največ pozornosti, kaj najrajš počneš? Sem z družino. Okej, Tudi, mislim, tako, ne, knjigo pišem, okej. če te kaj zanima. Pa ja, veliko takih stvari bolj. Nisem jaz za te videoigrice pa za to. Nisi. No, čeprav so tudi obdobja, ki igram samo videoigrice, ampak trenutno Okej, v tem trenutku ne. ne. V tem trenutku se ti zdi najpomembnejše to, da pišeš knjigo. Ja. Okej, dajva začeti tukaj. Knjiga ima mislim, da si mi rekel, da je ta trenutek že več kot 30 000 znakov. Besed, pardon, ja. oprosti. Znakov ima 170 000. Aha, okej. In da ne bomo malenkostni, Aha. 50 000 je že roman, si mi zadnjič povedal. Ja, knjiga se uveljavlja kot roman, ko doseže 50 000 besed, Okej, kar je tudi moj cilj, okej. ampak sem pa razmišljal, da, ker jaz že vem, kaj bi pol v drugi knjigi naredil, ker je 100, zdaj sem nekaj kao zaračunal, ker je ena stran 153 besed in sem zaračunal, da bi lahko jaz, ker pač jaz sem malo primerjam s Harryjem Potterjem, ne. Okej. A da si ti Harry Potter ali roman Harry Potter? Roman Harry Potter, ja. okej. Ne. To še ne. Okej, Čist bi pa tudi jaz bil rad igralec. okej. No, to bova pa še kakšno rekla o tem. No, sigurno. Zdaj mi najprej razloži, kako sploh pride ideja, bi napisal knjigo? Jaz sem v svojem življenju začel že ful knjig pisati, ampak sem do vseh prišel do 40 strani, ali pa še manj, do 10, do 20. Pol pa nisem imel več idej, pa sem vse skupaj zbrisal, pa sem šel novo delati. Pa sem spet napisal do 20 besede, pa sem zbrisal. Tule sem pa začel pisati, pri tej Odločitev je naslov, ker govori o, ali bo Tristan, jaz kao, ne, glavni lik je Tristan, ali bo živel svoje življenje mirno, ali bo rešil še, ne vem, ostale ujetnike. Kje pa so ujeti? To je pa skrivnost. Kupite knjigo, pa si preberite. Okej. No, ja, tule sem pa kar začel pisati, pa sem pisal, zdaj sem pa že tako na 200 strani, pa imam še Imaš ful občutek, idej. da te to navdihuje, da imaš skozi nove ideje, da vidiš tudi idejo za drugo knjigo in tako Ja. naprej? To je ker je ful dobro, ker pri drugih nisem imel tega. Se spomnim, ker sem bil ful majhen, ker sem z očem napisal eno knjigo. Drugače je bila, jaz sem bil ful ponosen, da je bila toliko debela, v bistvu je bila pa ena beseda na stran, ne. No, ampak je bila debela knjiga, ne? Važno, da je bila debela. Okej. Daj mi mogoče razloži še eno situacijo. A se to pozna, to, da pišeš? Ker prej mi je zvenelo vse skozi številke, toliko strani, toliko besed, toliko Ja, bolj so znakov. ideje važne, pa kako, pač, Je kaj vseeno se dogaja, Je vseeno vsebina. pomembna vsebina? Ja, Čeprav malo mi je dišalo to po tej matematiki, imaš rad matematiko? ful, to je moj najljubši predmet. A res? Ja. Okej. Pa bi rekel,
da je matematika, včasih sem jaz svojim staršem razlagal, kje bom pa jaz matematiko zares uporabljal, matematika je brezvezna, jaz, ker nisem maral matematike. Ja, jaz sem tudi to rekel, na primer za naravoslovje, ne maram ga, no, pa tudi vsak dan. Glih Misliš, danes, da učiteljica to ve? kje pa. Aha. No ja, glih danes sem se učil naravoslovje, pa Okej. sem glih hočil danes rekel, ker sem je pomagal učiti. Pa kaj mi bo to pomagalo? Glih danes sem to rekel. Ja, res? Sam, pol pa pridejo taki momenti, tudi zdajle, ker sem jaz knjigo pisal, pa mi to res pomaga. Matematiko, če ne bi znal, jaz ne bi znal izračunati, koliko strani je na knjigo, čeprav na stran. Čeprav zdaj obstaja že ChatGPT, ne, ampak vseeno, boljše, da razmišljaš s svojo glavo, kakor da, ne vem, na primer ChatGPT, koliko je 2 + 2, da sam izračunaš, tudi da znaš kaj izračunati. Ker tudi, ne vem, naravoslovje o rastlini, ke se zdaj učimo, mi bo sigurno kaj pomagalo. Samo se mi zdaj to ne zdi, da mi bo. Ampak če mogoče moraš pa kakšno čarobno rastlino uporabiti v knjigi, pa zdaj, ko Pa imaš to znam, znanje, pa ja. znaš to tudi povedati, ne? Ja. Se da to kar pol Čeprav to koristi. šparam za pol, Aha, ker sem bolj naučil. Okej, še več znam, Ja. pa boš. Okej. Še ena tvoja ljubezen je povezana s petjem. Ja, Veš, koliko ljudi mi je reklo, da lepo poješ. S Tinkaro Kovač pa z Mihom sta naredila eno pesem. Kako je naslov? Pol Dajte srca. mi majčkeno več povedati o tej pesmi, o čem govori pesem. Pesem govori, je bila prav zame napisana, ker sem se rodil z srčno napako, hipoplastično levo srce in imam samo pol srca. In zaradi tega je tej pesmi naslov Pol srca, v kateri pojem jaz in nastopam jaz. To je pomembno, da poješ in Ja. nastopaš, ne? Tudi videospot si posnel, ne? Sem, Ja? ke si ga lahko pogledate tudi na YouTubu, Aha, ga bomo naložili ga bomo zdajle kar na gor. ta, Ja, ga bomo kar zdajle naložili, ne. No, tako. Okej. V mojem srcu je prostor za spomine, vanj spravim vse, prav vse, kar nikoli ne mine.
Okej, ampak a si ti užival v tem nastopanju? To pesem si prvič zapel pred celo šolo na neki šolski proslavi? Ja. A imaš kaj treme? A se ti zdi, da imaš kaj treme ali? Sem jo imel, Okej, sem se prijavil na en nastop, ja, sem imel toliko treme, nisem mogel iti nastopat. Pol smo imeli pa od ene moje prijateljice rojstni dan, smo bili tam in smo imeli skupine, ko ona poje, ne, ko v pevskem zboru pa je neki dostikrat poje solo. Pa je rekla, da se damo po skupinah, pa da vsak nekaj zapoje. Okej, smo šli in pol smo glasovali, kdo bo kaj pel. In so mi pač vsi rekli, daj Tristan, ti zapoj svojo pesem, ne. Bova pa midve, to so bile ene dve moji prijateljici zelo dobri, bova pa midve kao vokal, ke me boste spremljale, Back ne. vokale, ja. Ja, back vokale. Ja? No, pa sem bil tako, jaz to ne bi, ampak ni toliko veliko ljudi, ne bom imel take treme. Sem probal in od takrat sem bil na 2 ali pa 3 nastopih, nimam niti malo treme. Okej, se Niti pravi, malo. lahko pričakujemo še kakšno pesem? Ja, sigurno. A res? Drugače jaz tudi računam, da bi šel, 16 moraš biti star, da greš na Emo, pol pa to računam, da bom šel. Da se boš prijavil na Ja. Emo. Okej, ampak ptički so mi prišepnili eno skrivnost, da si se pa lotil še enega podviga, in sicer poskusa podiranja enega svetovnega rekorda v Guinnessovi knjigi. A mi lahko kaj več o tem poveš? Ja, jaz sem se pred malo več kot enim letom, je bilo na naši šoli, Notranjski odred Cerknica, prvič tekmovanje v recitiranju števila pi. Torej prvi pa do 5. razreda je razredna stopnja, od 6. do 9. je pa predmetna stopnja. In na tem tekmovanju na to tekmovanje so se lahko prijavili samo te iz predmetne stopnje. In ker sem bil jaz prejšnje leto še 5. razred, mi sploh niso povedali za to pi. Pol so mi pa rekli, učiteljica, sem imel eno ful dobro učiteljico, ne prijateljico, čeprav, ne, ja. In mi je rekla: "Tristan, to je zate, tebi gre matematika, to je zate." In pol sem šel itak jaz takoj, še isto uro mi je dovolila, da špricam uro, ne. A res? Ja, saj ti nisem tega povedal, ne. No, in sem šel na predmetno stopnjo, ker sta šola razdeljena na razredno pa na predmetno, in sem si na list prepisal prvih 10 decimalk števila pi. To sem rabil prvih, na začetku je bilo najlažje, sem se jih naučil v enem dnevu. Sem šel pol naslednji dan, sem si še naslednjih 10, to sem rabil 2 dni, pol sem šel 30, 40, 50, 60, 70. Ampak na šoli so imeli polepljenih samo prvih 10, prvih 70. In pol sem pač jaz rekel, koliko je bil rekord prejšnje leto, ke jaz še nisem mogel sodelovati, ne, ker sem bil še razredna stopnja. Pa sem ugotovil, da je bil rekord, meni se zdi, da 209 decimalk števila pi. Pa sem rekel, okej, samo še 3-krat toliko, pa sem tam. No, pa sem se začel učiti, pa sem se učil, pa sem se jih vsak dan naučil 5. Pol sem pa čez ene 5 mesecev učenja, ke sem jih znal že ene 200, glih sem bil na rekordu po moje, sem pa čisto pozabil na pi. Čisto, pa sem ga pozabil. Sem ga znal sem jih ene 100 sigurno pozabil. Ampak pol sem pa rekel, Tristan, samo še toliko časa je do naslednjega tekmovanja. Če si se toliko trudil, ne, zakaj se že zdaj ne potrudiš zadnje 3 mesece, pa pol, da zmagaš rekord, ne. Pa sem, okej, ampak zdaj se mi jih je bilo 100 ful lažje naučiti, ke sem jih včasih že znal. Sem se jih v enem mesecu sigurno 100 naučil. Pol je bilo še ene 2 meseca in sem se jih naučil 314. Pol ke je bil moj cilj 3,14, jaz sem se ti skozi hecal, ne, se spomniš, ke si rekel, jaz sem rekel, jaz dam jih 314, pa čez en teden 314, pa ti je bilo ful čudno, zakaj se jih pa zdaj ne učiš več, ne. No, sem šel na tekmovanje in sem jih zrecitiral 413, torej 4, 1, 3, če premešaš, je 3,14.
Ta prave cifre so noter, ne? Ja. Okej. To bo kar izziv. No, ampak zdaj si se prijavil za tekmovanje, to morava povedati, Ja. ne? Ne zato, koliko jih poznaš, ampak Zdaj sem pa, jaz gledam na YouTubu dostikrat Guinness World Record, ke predstavljajo čisto vse rekorde, ke so bili pač v Guinnessovi rekordi, ampak posnamejo, kako podirajo te rekorde. In sem šel pogledat in sem naletel na ta pi. In ta rekord je bil največ decimalk števila pi v 1 minuti. Aha, kako hitro izrečeš, ne? Kako hitro. Na primer 3,141596 čim hitreje. No, in sem rekel, to sigurno jaz ne znam, to jih je ene 500, to jaz ni šans, da se naučim. Sem pogledal in jih je bilo 280. Torej je zelo manj, kakor jih jaz znam, za malo več kot 200, 300, Ampak če ti jaz zdaj rečem, 1 minuto imaš časa, če zdajle, a moraš kaj povaditi, a lahko mi zdajle 1 Zdajle. minuto pripoveduješ števila pi? A na hitro, Ja. Ja. Toliko, da boš čim več jih povedal v Ja, 1 minuti. lahko. No, dajva, 3, 4, zdaj. To še ni minuta, a ne? Ampak smo razumeli. Ja, Smo razumeli, da ti gre. Samo 3 pice. Slina te je dvakrat malo zmedla, ampak tudi to Ja. bo treba vzeti v obzir, ne? Ja, glej, bi se mogel preogreti, ja. Ja. Tudi bolj razločno moram govoriti. Jaz sem nič. Ampak lahko pa govoriš v slovenščini, ne? Ja, kjerkoli jezik. Okej. Čeprav vmes sem se jih tudi učil na angleško, ampak to pa sploh mi ne gre na hitro, no. Aha. Pa tudi Ampak ni potrebno, ne? Lahko govoriš v lahko slovenščini, če kjerkoli hočeš jezik, pa študirati, tudi ja. kjer prihajaš, ali pa Okej. angleško. Okej. Drizem, dajva se dotakniti še ene teme, tako mi je zanimivo, ko se s tabo pogovarjam, ke z enim odraslim stricem, ki je prišel na obisk. Daj mi povej, midva sva velikokrat odpotovala v Izrael, prvič zaradi tvojih operacij, nekih se svojih teh stvari se ne spomniš, ampak zdaj se pa Izraela že spomniš. Kaj bi rekel danes tistim, ki bi jih zanimalo, kaj si si najbolj zapomnil? A sva kaj takega ušpičila, sva kaj takega naredila, da... Vem, da so bili dobri vaflji tam, Okej. pa preste. Preste, Preste, to pa čisto vsako jutro. Tatja, greš po preste? Se pa spomnim, enkrat, ko sem bil pa še ful majhna, tega pa nikoli ne bom pozabil. Si pa ti cel dan, tako ura je bila že ene, po moje, da je bilo že kar popoldan. Pa si ti tako rekel, jaz sem bil še ful majhen, ne, nič še nisem znal angleško, pa si ti rekel, pa še nobenega zdravnika ni bilo tisti dan v sobi, pa si ti rekel, grem jaz po kavo. Itak nobenega zdravnika ne bo, če ga zdaj ne bo. Če pa bo, pa reč, Mark going to coffee, nekaj si rekel. Mark goes to coffee, nekaj si rekel. Okej, jaz sem bil pač, ja, sigurno, jaz sem to, vse zmenil. Ampak si pol si rekel, sigurno ne bojo prišli. No, takoj, ko si šel, 40 zdravnikov po mojem Zdaj noter. pretiravaš, No, ampak ja. Ne? Ja. So prišli in si se vse zmenil. Ne, jaz sem se ustrašil, nisem znal nič, jaz nisem znal živijo reči. Pol so me nekaj spraševali, No, veš, to je spet en razlog, zakaj se človek angleško uči, Ja. da bo znal razložiti, ne? pa so me spraševali, kje je Mark, v angleščini vse, kje, kako si, jaz pa, Mark, coffee, down. Nič nisem znal povedati, ja. No, super. A bi danes, kaj bi mi še danes opisal, če bi rekel, kaj se še spomniš? A imaš kakšen tak spomin še na Izrael? Ko sva šla na plažo, Aha. pa so bili oni veliki valovi, pa sva skakala, pa je bilo ful dobro, ke ene parkrat nam je zbil, se spomnim, ja. Pol, ke sva vedno štela one vijolične, eni krokodili so na steni, vijolični, to se spomnim vedno. Bolnice, ne? Ja, pa enega
unih klovnov, ki so, Ki pridejo v tistega se sobo. spomnim. Mhm, Pa enega ful prijaznega zdravnika. mhm. Vse je bilo ful prijaznih, ampak ta se ga prvo res spomnim. No, super. Kdo je boljši v igranju šaha, deda ali ti? On me je vse naučil. Okej. Po moje, zdaj sem že jaz. Zdaj že malo ti njega. A pa a je jezen? Ali razume, da zmaga boljši? To je pa kdaj? Kdaj pa kdaj razume? Ja, Okej. Daj mi povej, kaj pa videl z očem najrajš počnete skupaj? pri tebe ni, ali kaj si? Ja, kaj mene ni. Lahko ti povem, kaj ne rada delava. Okej, Naprimer, on ful ne mara, ke midva kaj ke jaz kaj kuham. A res? Jaz itak nikoli nisem maral kuhati pa nekaj, čeprav zdaj, ke pa tudi glih danes, ne moreš verjeti, sem šel do babi pa je rekel: "Samo da ne bi kaj kuhal, ke boš spet zafrknil." A res, to on reče? No, v tem smislu, ne. Ja? No, pač ker jaz res ne znam drugega skuhati pa speči, no, kakor palačinke, res, ne znam. Okej, Res. mase znaš pripraviti za veliko, ne? Zadnjič sem malo pretiraval, smo imeli tako za en teden sigurno. Palačinke? Ja. Ampak se oči nič ne brani, ne, niti jaz. Ne, jaz sem pa papo. Je to v redu. Ti si mogoče zaradi te srčne napake si omejen pri športu, ne? Ampak vseeno si pa navijač. Za koga navijava? Barcelona pa Real. Čeprav to je Kar zdaj oboje tam. skupaj, a to gre? Sta najboljša kluba na svetu, ne, tekmujeta že, mislim pač tako. Kaj pa če se zdaj kdo ne ostrinja? Komentirajte, a ste za Barco ali za Real, ne. Ja, jaz imam obadva kluba ful rad. Imam sošolce, ke so za Barco, imam tudi eno sošolko, ke bi ne vem kaj dala za Barco, pa imam sošolce, predvsem sošolce, ke za Barco bi jo pa najrajši, da je ne bi bilo. In mi je pol včasih ful bed, ke ne vem, težko je, če imaš tule enega prijatelja, ke je za Real, tule pa enega, ke je za Barco, pa te vprašata, kaj je boljše, Real ali Barca. Ne morem reči Real, ne morem reči Barca, ne morem pa tudi reči, obadva sta mi dobra. Ja. Kdo pa najboljši igralec? A iz teh dveh klubov ali Ja, tako, na tako. splošno? Ja. Meni najljubši je Jude Bellingham A res? iz Reala Madrida. Aha, okej. Super, se pravi, pol tudi to obvladava? Ja. S čim se pa največ ukvarjate otroci v šoli, učenci, klepetate med odmori? Kaj so teme? Fuzbal? Ja. Aha, to je glavna tema. Skozi. A res? Tudi karte smo zdaj zbirali, je bilo neko obdobje. Jaz imam še zdaj sošolce, ke zbirajo. To so prihajali s takimi poki teh kart. Enkrat sem šel tudi snemat z mojim prijateljem to, ke sva karte odpirala in sva dobila Messija. On je bil tako, ja, juhu, jaz sem bil pač itak ful, ne, ful vesel, da sem dobil Messija, ker baje on mi je nekaj skozi pravil: "To je ful draga karta, to bova prodala, to bova služila milijone." Sem pogledal na ono, ke se prodaja, 4 evre. Ne bova služila, stari, ne Saj bova. ne milijonov, ne, če že. No, ja. Tako da ja. No, ampak še Fuzbal. ena stvar je, preden se posloviva, še ena stvar je, kaj zelo rad počneš, so tvoji nastopi Ja. v oglasih, a ne? Ja. Ne? Daj mi malo povej, se pravi, Slovenske železnice. Slovenske železnice, Jup, Tle si bil kar frajer, ne? Ja. So ti naredili prav kravato in ja, obleko. preobleko po moji širini. Ja, po Ja. širini. Pol niso veliko blaga porabili, ja? A so? Okej, okej. Zdaj hujšam. A res? Ja, ne. Okej. A se mi ne da. No, ja. Oči se nič ne smeje, ne vem, a bedarije govoriva, ampak ja, v redu. Slovenske železnice, Jup, ja? McDonald's? 3 pikce me se malo ne da, ne, Aha, saj okej. lahko. McDonald's, No, ampak uživaš pri temu? ja, bi pa ful rad, do zdaj sem snemal samo na oglasih pa na to, ful bi rad snemal v kakšnem filmu Okej. ali pa v seriji, nadaljevanki, to bi Aha. pa res rad.
A se ti zdi, da je že kakšen taka, ki imaš malo ogledan, kje bi te nujno rabil? Enkrat sem nastopil v Gospodu profesorju, sem to bil statist, ne. Ja? Ni bilo nič tako. Ja, nisi bil glih še toliko star za študenta, ne, oziroma No ja. dijaka, ne. Ja, Morda če te sem bil pokličejo. 10 ali 9 celo. A res? Ja. Ampak zdaj imaš idejo, da bi rad snemal? Snemal bi, pa pel. Pa pel. To, ke sva rekla, to bom šel na Emo, sigurno. Na Eurovizijo tudi upam, ne, ampak Kam bi šel pa rad študirat, če bi se danes mogel odločiti? to pa jaz še nič ne štekam, kaj je kaj. A? Kam Ne bi vem. šel, vem, da si zadnjič enega gospoda, ki je, se mu reče Boris Cavazza, si srečal pred eno stavbo. Pardon, ne Borisa Cavazza, ampak Sebastiana Cavazza. Ja. Si ga srečal pred kakšno stavbo? AGRFT in to bi tudi jaz šel rad, ja. No, to sem mislil, ne, pa si rekel, da ne. Ja, A da je mogoče prezgodaj za govoriti o teh stvareh. nikoli ni prezgodaj. Vse ob svojem času, lej. Aha, okej. Se pravi tudi to. In boš probal iti v to smer, da boš skozi igralsko zgodbo Ja. komuniciral samega sebe in stvari, ki te zanimajo in veselijo. Igralstvo pa petje, to bi najraje. Čeprav zdaj, ko pišem knjigo, ne, bom sigurno še par delov pol napisal, ne, tako da tudi pisatelj, v bistvu avtor, no, ne bi bilo slabo. In za mene je bil ta najin pogovor kar velik izziv. Se mi zdi tako, da sem poskušal, da mi je bilo vmes, sem razmišljal malo danes, ke da bi hotel sam naštevati, kaj vse on počne. A imaš občutek, da si hotel kaj drugega povedati? Ne tisto, kar sem te vprašal, a je mogoče kakšna stvar, ki te nisem vprašal, pa bi jo vseeno rad povedal? Ne, sva kar dobro Sva kar dobro naštevala, ja. Ja? Se pravi, če rečem zdaj najrajš? Najrajši. Midva najrajš, okej. Tristan, jaz te bom danes prosil, da namesto mene ti razložiš, zakaj je pomembno, da subscribajo oziroma zakaj je pomembno, da se naročijo na kanal. Ja. Ja. Naročite se na kanal za še več naših videov in če vas zanima še kaj, lajkite, komentirajte, lahko nam napišete, ne vem, koga bi radi poslušali, nam bo zelo všeč, bomo lahko tudi upoštevali. Tako da ja, se vidimo. Kdo je bil do zdaj všeč tebi najbolj od teh mojih podcastov, ki si jih poslušal? Poslušal sem sam sebe. Sam sebe, okej. Ne, vsi so po svoje dobri. To je tak zelo političen odgovor. Se mi zdi tako zelo, da že obvladaš, ne. Mogoče te pa vendarle kam v politiko pelje glede na to. Ne. Ne, to pa ne. A res, zakaj pa Ne. ne? A so, Jaz bi rad imel svojo firmo, pa ja, bi bil jaz šef nečesa. se zdi, ke je ena izventelesna izkušnja. Tole, ja, moji prijatelji v Avimedu so ti pripravili darilo. Prosim lepo. Hvala. Boš pogledal in neskončno sem vesel, da si se opogumil in da si želel priti, a ne? Ja, se kdaj? Ja, še kdaj, če te povabimo v Ja. drugo sezono in tako naprej, boš še prišel. Bom Kako si si pa predstavljal to, da tle sedijo ljudje pa poslušajo pa... Mislim, da jih je več. A res? Ja. Ja, zgleda tako, kot da nas je ene 15, ne? Ja, ena kamera, dve kameri. Ja, pa da so vsi kamermani pa Ja, to je en drug si nisem svet, tako ja. predstavljal. A res? Ja. Kako si si pa predstavljal? Ful manjši prostor, A res? ja. Ja. Pa, ko sem si predstavljal, da je to ful bolj razširjeno, da je med tem kavčem pa med tem kavčom Ja. ful razlika v prostoru, ne. Sem si predstavljal. To sem si večje, vse skupaj pa manjše, tako da ja. Večje pa manjše. no, Večje saj pa ste manjše. razumeli, ne? V eni stavku večje pa manjše. Tristan, z očem sva toliko ponosna nate in se mi zdi, da je to tudi za naju dva ena taka zanimiva izkušnja, kako zgovoren in komunikativen si. Tako da Mani in Nejcu hvala za potrpežljivost. In še enkrat hvala, da si prišel, pa upam, da se še kaj oglasiš. Pa da še nam kdaj še kaj poveš, a ne? Sigurno. Srečno. Še enkrat za subscribe, če slučajno prej niso slišali. Ja, če še niste slišali, subscribite se. Srečno. Bravo! Oči. Ja. Bravo, Tristan.